Hvala lepa za priložnost, da v tem hramu demokracije tudi govorimo o vsebinah ekološkega kmetijstva. Pozdrav vsem kmeticam in kmetom, pozdravljam tudi predstavnika Čebelarske zveze Slovenije, pa svetovalce na področju kmetijstva, raziskovalce in pa predstavnike iz obeh slovenskih fakultet. Mislim, da je prav, da se ve, kdo smo se tukaj prisotni, sicer so pa videlo tudi iz končne popisne liste. Zdaj, za današnjo predstavitev sem si jaz vzel nekaj časa in sicer rad bi govoril o dejavnikih, ki so po mnenju vodje, direktorja Irske kmetijsko-svetovalne službe, ki je v Evropi nekje prepoznana kot najbolj moderna, sodobna in učinkovita svetovalna služba. Kateri so tisti momenti, ki morajo biti izpolnjeni v državi, da temu primerno lahko tudi prilagodimo sisteme in pa da uspešno delujemo. To so stabilna dolgoročna kmetijska politika, torej da ne menjamo ukrepov zelo na hitro, da kmet ve, če se za nekaj odloči, investira, da tisto tudi potem izkoristi do konca, potem raziskave v podporo problemom v praksi, potem ustrezna metodologija svetovanja, potem znanje, potem IT orodja za podporo odločanju in pa sodelovanje v projektih, takrat, kadar se same raziskave dogajajo, to se pravi za pridobitev novega znanja in pa stabilno in dolgoročno financiranje samih svetovalcev. Nekaj sem jaz nekako poskušal to analizirati, sem ugotovil, da je pravzaprav edina stvar, ki se na nek način ta trenutek v Sloveniji in pa Evropi na področju ekološkega spreminja, je zakonodaja z področja ekološkega, namreč uredba, ki ima kar, mislim, da je okrog 300 strani členov, je še v angleškem tekstu, tisti, ki smo jo uspeli pogledati, smo zaznali kar precej novosti in pravzaprav resnično, tako kot je moj predhodnik že upozoril, nas tle čaka v naslednjem obdobju do končne implementacije v državi kar precej dela, ker namreč uporabiti moramo tiste stvari, ki so res prilagojene nam in slovenskim kmetom, ker velikokrat se nam dogaja, da smo preveč verni in potem hočemo stvari postaviti vse prav in čisto vse vzamemo, kar je mogoče, in potem imamo težave pri sami implementaciji. Drugače pa dokumenti obstajajo, strategija je bila omenjena danes, program razvoja podeželja, imamo ukrepe, so bili omenjeni, skratka, lahko rečemo, da ta trenutek je dolgoročna kmetijska politika tudi za to področje postavljena. Ena neznanka je še v skupni kmetijski politiki po leta 2020 in tisti, ki ste uspeli preleteti ta dokument, pravzaprav vidite, da je zelo malo prostora namenjena ekološkemu kmetijstvu. Jaz se tudi temu razlagam, da pač zaradi tega, ker to kmetijstvo deluje, obstaja in so pač vsebine namenili bolj drugim področjem, kot so recimo pametne vasi, kot so še neka druga področja, ki so nova in je potrebno malo več stvari dodelati. No, potem, če pogledamo raziskave podporo problemom v praksi, pri katerih sodelujejo svetovalci, jaz moram odkrito povedati, da mi imamo možnost predlagati vsako leto, takrat, kadar pač nas pozovejo, posredovati predloge prednostnih raziskovalnih tem za CRP projekte, ki jih financira Republika Slovenija na področju raziskovanja. In jaz moram povedati, da tudi mi vedno te predloge pošljemo z področja kmetijstva in seveda tudi z področja ekološkega kmetijstva. Seveda sam razpis pa potem je na strani države, koliko od tega dejansko je omogočeno. Nekaj projektov v preteklosti je že bilo in tudi so prinesli kar zanimive rezultate in tudi obstaja spletna stran, ampak moraš res kar porabiti veliko časa in se pridružujem kolegu na začetku, ki je, oziroma kolegici Marinčkovi, ki je rekla, da bi res rabili ekološki kmetje en enoten vhodni portal, kjer bi se vse take informacije tudi videle. No, potem tisto, kar je
ste že najbrž ugotovili, tisto, kar je na desni strani moje prezentacije in nima kljukce, pomeni, da ni dokončano, da je še v teku in tudi o tem je bilo govora in jaz ne bom zgubljal besed. Zdaj, ustrezna metodologija svetovanja prilagojena različnim potrebam vedno bolj raznolikih kmetij. Tukaj ni dvoma, mi moramo spremeniti same metode svetovanja in tudi to je pri nas v teku, bo tudi kasneje še govora o tem. Namreč klasično svetovanje od tega, da se nekdo nekaj nauči na fakulteti in potem to celo življenje prenaša na kmete, to ne zdrži več, treba je sodelovati, treba se je dobivati z skupinami kmetov, takrat skupaj z svetovalcem, raziskovalcem, morda še kom, odpreti teme in pač kmetje morajo med sabo videti, zakaj imajo razlike. Tukaj sem namenoma dal dva posnetka iz letošnjega usposabljanja kmetijskih svetovalcev, kjer smo pogledali v rezultate oziroma učinkovitosti prireje mesa na ekoloških kmetijah. Ta prezentacija je na voljo na spletni strani portala Govedo in si jo lahko vsak pogleda v celoti. Mimo grede podatki kažejo, da so ekološki kmetje kar dovolj uspešni v primerjavi z nekonvencionalnimi kmeti, kar pa najbrž kaže na to, da konvencionalni kmetje ne uporabljajo dovolj znanja. Mislim, to je moja teza, ampak ni pa to hipoteza, ki bi jo mogel nekdo preveriti. Skratka, prvi slajd kaže ta zelene modri stolpci, zdaj ne vidite, pa doma se ti to lahko povečali, kaže, kaj se zgodi, ko kmet preide v ekološko kmetijstvo, kako mu pade proizvodnja mleka. In zdaj, ali je to res potrebno, da se zgodi, da on še 3-4 leta ne pride na zeleno vejo svojo proizvodnjo in s tem zaslužkom. Tukaj imamo še veliko tega za opraviti. Drugi slajd pa kaže pravzaprav uspešnost dobe med telitvami in mlečnost. Spodnje črte veljajo za mleko z ekoloških kmetij, zgornje črte rdeče, zgornja rdeča polna črta pa za konvencionalne kmetije. Skratka, razkorak med proizvedeno, med mlečnostjo na ekoloških kmetijah in na običajnih kmetijah za moje razumevanje, pa sem jaz agronom poljedelc, za moje razumevanje je ta razkorak absolutno prevelik, če gledamo na povprečja številke, same številke, koliko je mlečnost na ekoloških kmetijah, je pa pravzaprav tudi znanjem, ki ga jaz imam, vem, da se da z pravilnim menedžiranjem kmetije, obrokov, zdravstvenega varstva živali še precej izboljšati. No, skratka, panožni krožki pa pomenijo, da se kmetje usedejo skup. Med njimi je sigurno nekdo, ki zna, ki ima boljše rezultate in nekdo, ki ima slabe rezultate in potem se morajo pač med sabo pogovoriti, kaj nekdo dela, da mu gre bolje in kaj nekdo dela narobe, da mu gre slabše in s tem se celotna kmetija uči. V letošnjem letu smo posvetili ogromen časa usposabljanju kmetijskih svetovalcev, se ti lahko kasneje prebrali. Na usposabljanjih smo prešteli sumarum, to se pravi, bo 320 svetovalcev na vseh teh usposabljanjih z različnih področij. Moram reči, da smo tudi dobili brezplačen dostop preko projekta, ki teče v Evropi, OKNet Arable. Tukaj imate e-learning, sicer je v angleščini, ampak je dostop brezplačen in se da dobiti vsa gradiva z področja ekološkega, tudi za kmete, kdor zna angleško, je lahko uporabno. No, rečeno je bilo, že tudi združenja delajo na področju promocije, na področju prodaje, tudi naši svetovalci, tisti, ki delujejo v društvih, so vključeni v to in pomagajo pri tem, ampak bom to kar preskočil, ker ni to tako pomemben. Pomemben je pa to, da mi kot služba se seveda redno prijavljamo na vse razpise Ministrstva za kmetijstvo in da se, ko se prebijamo skozi razpisni del, skozi administracijo, potem na koncu tudi kar nekaj časa porabimo za to, da dobimo tisto plačilo, ampak na nek način je ta del izveden, to se pravi preusmeritve. Program aktivnosti preusmeritve smo do zdaj delali smo usposabljanje kmetov za ekološko kmetovanje, delali smo tudi
to se pravi individualni načrt preusmeritve. Zdaj, še vedno pa potekajo tudi te uvajalni dvodnevni tečaji za ekološko kmetijstvo. Jaz mislim, da ne potekajo čisto na vseh delih Slovenije, ampak vem, da potekajo. Smo pa tudi vse kje drugje prisotni. Zdaj, kakšne podpore pa imamo svetovalci v IT orodjih? Tukaj je rak rana v Sloveniji. Jaz, ko hodim v tujino, vidim, da je tukaj šel razvoj neizmerno naprej. Mnogo od tega je na voljo tudi kmetom, ker recimo, če bi vas sprašal, kaj imate na razpolago danes, da se preklopite s svojim telefonom in da vam to daje podporo pri odločanju v ekološkem kmetijstvu, mislim, da bi kar zadev, da bi rekel Slovenije skoraj nič. Drugače po tujini je teh sistemov veliko. Mi imamo zdaj na voljo prek CRP programa izdelan neko modelno orodje, ki je v podporo panožnim krožkem na področju mlečnih kmetij, tudi ekološkim lahko, in to orodje je bilo stestirano, sprobamo in je na voljo svetovalcem. Imamo orodje interaktivni strateški menedžment, ker pač lahko skupino kmetov pripeljamo skupaj, delajo na računalnikih, razmišljajo o tem, kakšne imajo pogoje na kmetiji, kakšni so zunanji pogoji in potem si pripravijo sami svoj izhod iz tega, da bi spremenili kmetijo na boljše. To se pravi, to še ni tisti poslovni načrt, ampak tisto, kaj imam in kaj mi tista okolica omogoča, da lahko razvijam kmetijo naprej. Potem imamo načrtovanje gnojenja, imamo orodje za prehrano krav in pa za prehrano govedi. Mimogrede, če je kakšen ekološki kmet vključen v kontrolo proizvodnosti, ima tudi dostop do teh programov za prehrano krav in bikov in lahko uporablja. No, potem, če grem pa zdaj še na ta del in s tem bom počasi končal. To se pravi, 7. del je stabilno dolgoročno financiranje svetovalcev. V lanskem letu je prišlo do spremembe zakona o kmetijstvu, sprejeta je bila uredba o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja in pa pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja. To se pravi, prvič v zgodovini države Slovenije, pa tudi sicer v zgodovini prostora, v katerem živimo, je ta služba dobila celotno zakonodajno podlago, tako kot vse druge službe. In pomembno za ekološke kmete je pravzaprav, tukaj se boste kasneje prebrali, kakšni so načini, na katerih območjih je ta služba, kakšni so strateški cilji izvajanja, ampak tisto, kar je pomembno za vse nas in kar je pravzaprav moje ključno sporočilo tudi, da je v tem pravilniku jasno zapisano, da mora izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja po zakonu o kmetijstvu zagotavljati specialistično mrežo svetovanja za ekološko kmetovanje na celotnem območju Republike Slovenije. To pa pomeni povečanje obsega svetovanja v ekološkem kmetijstvu od leta 2018 dalje. Ta stavek sem dal čisto s posebnim namenom in v razmislek. Torej, ideja je bila implementirana in je tam, ampak ali jo bomo uporabili in pa ali jo bomo vredno uporabili, je pravzaprav zdaj od nas samih v njeni uporabi te ideje. To se pravi, zakonodaja obstaja in tukaj se ne more država izgovarjati, da te službe na tak način ne bi podpirala tudi za področje ekološkega. Kot smo slišali v preteklosti, smo imeli dovoljeno financiranje samo 3 svetovalcev z letnim obsegom 6700 ur, da si pa to zračunajte, delite to za 3413 kmetov, kolikor lahko porabi svetovalec na ekološki kmetiji. In upamo, da bo zdaj to prišlo v kaj sledi. Mi delamo zdaj kadrovsko uskladitev dela javne službe za nalogo na področju ekološkega kmetijstva. Sledi tudi razpis oziroma je že razpisan izvedba individualnih svetovanj v letu 2017-2018. To se pravi, po programu razvoja podeželja bo vsaka kmetija dobila letos kmetijskega svetovalca iz organizacije, ki je pač uspela na razpisu, in pa v javnem delu je pa tisto, kar sem prej povedal.
Zdaj, še sklep, zaradi nadaljnjega razvoja ekološkega kmetijstva mora država tudi v prihodnje krepiti pogoje, kadrovske, finančne, sistemske, za prenos znanja v prakso, vključno s svetovanjem o ekološkem kmetijstvu, zakonodajo, strateškimi dokumenti, sinhronizacijo služb in institucij na podlagi potreb ekoloških kmetov. To se pravi, mi nič od zgoraj navedenega ne rabimo, če ne bi imeli potreb ekoloških kmetov. In zato je toliko pomembno, da se mi med sabo pogovarjamo, da se mi povemo tudi to, kar bomo mi danes slišali. Mi ne bomo na vsako stvar odgovarjali, kar bomo slišali, ampak tisto, kar bomo slišali, bomo še presneto zabeležili in poskušali implementirati v svoje nadaljne razmišljanje in delo. Je pa to tudi pomembno, da kmetijsko svetovanje morajo izvajati usposabljeni strokovnjaki, zato je potrebno stalno usposabljanje strokovnjakov, tako kot doma in v tujini. Bom pa s tem zaključil. Zaključil bom pa zato, ker moram pač povedati, da pred leti, ko smo imeli sedanji program razvoja podeželja, ko smo ga pripravljali, je bilo ogromno govora o slabem prenosu znanja in mi smo pač pričakovali, da bo država ukrep prenosa znanja z programa razvoja podeželja vzela in potem ta denar uporabila za dvig usposobljenosti ljudi, ki delajo v kmetijstvu. Pač, ker tega ukrepa nismo vzeli, pričakujemo, da v prihodnem programu, da nam bo to tudi omogočeno. Hvala za pozornost. Bil sem nekoliko daljši, pa se opravičujem.